in te spet nekaj prosimo. Ampak ti z ljubeznijo gledaš na nas, hvala ti, Gospod, ker komaj čakaš, da nam daruješ od sebe, od milosti, ki prihajajo iz tvojega prebudenega srca, za nas prebudenega. Hvala ti, Gospod Jezus. Tebi, na ta tvoj oltar, pred tabo, izročamo vse svoje življenje. Polagamo pred te življenje svojih prednikov. Z vsem, kar je bilo. Izročamo ti tudi žive člane naših družin, izročamo ti pa tudi druge, za katere te prosimo, prijatelje, znance, kakorkoli. In tudi tiste, ki nam nasprotujejo, katere nam ni lahko ljubiti, pa ti jih polagam pred te in prosim za milosti zanje. Odpuščam jim vse, kar so jim morda storili zlega in želim, da pridejo do spoznanja in da popravijo svoja pota. Ko smo pred te položili družinsko delo, vse naše delo, same sebe, te torej prosimo za vse, ki so upisani v tvoji knjigi življenja, spremenjenih, kakor si spremenil kruh in vino, da sta postala tvoje telo in kri. Slabotni smo, Gospod, okrepi nas. Bolni smo, Gospod, ozdravi nas. Naše življenje je revno, daj nam polnost življenja. Srečni smo, Gospod, da se lahko imenujemo in smo Božji otroci po tvojih zaslugi, o Jezus. Posreduj za nas pri nebeškem očetu. In zdaj ti izročamo, Gospod, vse rane, ki smo jih podedovali od svojih prednikov. Izročam ti vse družinske travme, ki sem jih podedoval. Morda zaradi umorov med predniki, zaradi samomorov, zaradi nasilja in zlorab. Potem zaradi ukvarjanja z okultizmom, tudi če za to ne vem, vse ti izročam. Izročam ti vsa rodbinska in družinska prekletstva zaradi klicanja duhov, zaradi klicanja prekletstva in urokov na druge ali na naš narod. In si nas temne sile zaradi tega, kar lastimo. Izročam ti tudi vse rane v družini in v rodu, zaradi hudih grehov prešuštva in drugih nečistosti, zaradi travmatičnih ločitev, pa tudi zaradi duševnih bolezni. Izročam ti vse rane zaradi negiranja krščanske morale strani prednikov, morda zaradi članstva v proti božjih strankah, kot je bila komunistična ali kakšni drugi, ali zaradi članstva v kakšni organizaciji, ki je nemoralno delovala ali se celo ukvarjala z mučenjem in ubijanjem. Izročam ti vsa prekletstva zaradi sodelovanja
sodelovanja prednikov pri takšnih stvarih, pri likvidacijah in učenjih, osvobodi nas od teh ravnih prekletstv. Izročamo ti tudi vse rane, ki so posledica naših grehov. Eno je namreč oproščen greh, drugo pa rana, ki je ostala in posledica povzroča, da človek spet pade v isti greh ali žalost ali brezizhodnost. Izročamo ti rane v svojem srcu, pa tudi rane tistih, ki smo jih mi povzročili s svojim grehom ali pomanjkanjem ljubezni. Še posebej skrbno ti izročam, Gospod, rane prizadetosti vseh tistih, ki so grešili skupaj z menoj. Po tvoji milosti lahko le tako pride do pomiritve med živimi. In zdaj, Gospod, ti izročam svojo osebo v celoti, vsej njeni zgodovini od spočetja dalje, pa vam predlagam, da zaprete oči, da se boste bolje osredotočili na povedano spočetje. Jezus daje, da sem bil spočeti z ljubezni, če ne se me usmeri in mi ozdravi rano, ki sem jo morda dobil pri spočetju, po spočetju kot nezaželeno. Izročam ti tudi vse rane prizadetosti, ali morda zle duhove, ki so prišli nad me zaradi greha, ki je spremljal moje spočetje. Nosečnost. Jezus, prosim te, dotakni se obdobja nosečnosti moje mame z menoj. Morda je v tem času doživljala pritisk naj napravi splav in morda je tu hotel prav moj biološki oče. Morda je v tem času doživljala strah, ki sem ga tudi jaz čutil, ali pa grobost očeta ali koga drugega. Morda je doživljala kakšno sramotenje, še posebej, če je bilo to zaradi mene, kot nezakonskega. Pozdravi moje bitje posledic kakšne bolezni v času nosečnosti, ali če je mati pila ali kadila, kar je vse slabo vplivalo na moje zdravje in počutje in ima morda od tega še sedaj posledice. Rojstvo, porod, Jezus, dotakni se svojo zdravilno roko in svojo ljubeznijo trenutkov, ko sem moral zapustiti varno zavetje telesa moje matere in priti na ta svet. Porod je bil morda težak in tako moj prvi stik s svetom reč. Pozdravi me od vseh teh ran. Morda se je popkovina ovila okoli vratu in sem komaj preživel, česar imam posledice. Jezus, prosim te, pozdravi me. Obdobje zgodnega dojenja in zgodnega otroštva. Morda sem takrat doživel pomanjkanje ljubezni strani matere ali očeta. Morda sem doživel prve negativne izkušnje z drugim svetom. Morda me niso marali, morda so me zavračali. Izročam ti pa me sprejmi s svojo ljubeznijo. Morda sem v tem zgodnem otroštvu doživljal bolj ali močan strah, zapuščenosti ali negotovosti, da izgubljam mater ali očeta. Morda sem tudi takrat doživel izgubo očeta ali matere, smrt, njuno smrt. Ali pa sem doživel
velik strah zaradi hudih preplepov v družini, ki jih nisem razumel, od česar imam morda še zdaj travme. Izročam ti tudi vsako bolestno navezanost na mater ali očeta, pa tudi vsako preveliko straho spoštovanje do staršev, zaradi česar se morda še vedno čutim kakor ujetega. Izpozdravi me, ti to moraš, Jezus, samo ti. Vstop v šolo. Morda prva velika sprememba v mojem življenju, morda sem takrat doživel občutek izgubljenosti, strahu, brezimnosti, občutek morda izgube osebne svobode. Morda sem doživljal nasilje strani sošolcev ali učiteljev, morda je bilo to zaradi vere ali pa zaradi moje družine. Puberteta. Morda prve negativne izkušnje v zvezi s spolnostjo. Morda sem doživel izkrivljene podobe v nasprotnem spolu, kar smo prejeli od ljudi in medijev. Izročam ti vse, kar je bolestno v moji spolnosti, zaradi napak iz pubertete, zaradi slabih izkušenj, zaradi medijev zgrešenih stikov ali zaradi hude lastne domišljije. Izročam ti tudi rane, ki sem jih dobil zaradi odsotnosti očeta oziroma njegove očetovske vloge, moške vloge, trdnosti. Morda čutim zamero do očeta, kar ni napravil pravega moškega oziroma osebnosti iz mene. Odpuščam to. Ti pa mi nadomesti. Ti, Gospod, mi nadomesti. Česar nisem prejel v tem obdobju. Izročam ti tudi rane zaradi odsotnosti materne vloge ženskosti, nežnosti v mojem odraščanju. Morda sem v tem obdobju pubertete ali malo kasneje doživel motnje v prehrani, anoreksijo, bulimijo in druge. Pozdravi me, Gospod, od vseh posledic. Izročam ti tudi vse rane zaradi fizičnih bolezni v otroštvu. Višja, torej srednja šola, poklicna šola. Prvo prehajanje odraslosti. Izročam ti rane zaradi prvih lastnih odločitev, morda napačnih, ali preveč naivno iskrenih in že v posmeh, čemu so sledili konflikti s bližnjimi z nasi starši, s katerimi sem nenehno prihajal v konflikte zaradi nerazumevanja in se izogibal iskrenemu pogovoru z njimi. Izročam ti pa tudi preveliko navezanost staršev name, njihovo željo, da bi na meni kompenzirali vse neuresničene ambicije. Izročam ti bolečino šolskih neuspehov. Morda so od mene pričakovali preveč. Izročam ti tudi rane kot posledico nezmožnosti sprejeti realnost. In sem bežal v sanjski svet, alkohola, droge, kakšne sekte, slabe družbe. Izročam ti tudi svojo prvo odraslo nesrečno zaljubljenost, ki je ne morem pozabiti. Ali pa razočaranje, ali pa morda grešno zvezo.
služba, poročenost. Izročam ti rane od konfliktov in ponižanj, strahov v službi, ker je bilo drugače, kot sem pričakoval in si predstavljal in dramatiziral. Izročam ti rane ob medčloveških odnosih, ob napačnih odločitvah v samostojnosti, še posebej v zvezi z otroki. Izročam ti vse konflikte, ki sem jih imel s svojim življenjskim sopotnikom in ki so me globoko prizadeli mene in najine otroke. Izročam ti rane zapuščenosti ali prekinitve odnosa z ljubljeno osebo, še posebej, če sem bil poročen. Izročam ti tudi vse travme, trpljenje zaradi alkoholizma in droge, ali druge soproga ali soproge, pa tudi vse rane zaradi pretepanja. Izročam ti tudi vse rane zaradi nesprejetosti od njenih staršev, njihovo spletkarjenje proti meni, morda sovraštvo, grde laži, pretepanje, tudi pred otroki, morda celo med dojenjem. Morda je prišlo do poniževanja, zahtev po perverznosti. Morda so me kljubali, poniževali, zaničevali mojo telesnost, telesne značilnosti, mojo stolnost. Izročam, Gospod, ti tudi rane zaradi samomora, moža ali žene. Izročam ti, Gospod, rane, ki sem jih prejel od ljudi, ki so mi nasprotovali, ko sem želel najboljše, ko sem zagovarjal tisto, kar se mi je zdelo najboljše, ko sem priporočal tisto, kar sem sam najbolj verjel, imel za najbolj sveto, pa so me ravno tedaj napali, neusmiljeno, morda ravno tisti, od katerih bi to najmanj pričakoval. Gospod, pomagaj mi, da jim odpustim in da hkrati ne izgubim teh idealov, ki so povzročali konflikte. Še enkrat, moj Gospod, ti zagotavljaj, da se odpovem vsakemu sovraštvu, maščevanju za mir, do vseh, ki so me kakorkoli prizadeli. Nihče ni popoln, zato jim odpuščam in izročam tvojemu usmiljenju. Želim biti in živeti v svobodi Božjega otroka, ki mu je odpuščeno in tudi sam velikodušno odpušča